Pozdravljeni. Današnja zgodba iz sveta Formule 1 že meji na kriminalno povest. A poglejmo si, kaj se dogaja v ozadju vsega tistega blišča in prestiža ekip Formule 1. Ko smo mi navdušenci izvedeli za odstop Oliverja Oaksa, verjetno nismo niti slutili, kaj se vse morda skriva v ozadju. Namreč najbolj logično je bilo pomisliti, da je prišlo do nekega spora med Oliverjem Oaksom ter Flavijem Briatorjem. A morda v resnici temu niti ni tako. Namreč, kot smo lahko brali v tisti skopi izjavi za javnost, ki so jo izdali pri ekipi Alpine, so v ozadju neki osebni razlogi. Ampak sedaj lahko vemo, da osebni razlog, ki je bil povod za odstop Oliverja Oaksa, je celo lahko kriminalno dejanje njegovega bližnjega družinskega člana. William Oaks, brat Oliverja, je bil 1. maja aretiran v Veliki Britaniji, v Silverstone Parku, torej v neposredni bližini legendarne proge. In aretiran je bil zaradi tega, ker so pri njemu dobili večjo količino denarja v gotovini kriminalnega izvora. Sedaj sam ne vem, kaj pomeni to večja količina gotovine, ampak predstavljam si, da gre za bistveno več, kot bi si lahko mislili v primeru, na primer, 1000 ali 2000 funtov. In tu je treba poudariti še nekaj, da Oliver ter William Oaks sta še sedaj vodila ekipo Hitech, ki nam je navdušencem dobro znana iz Formule 2 in Formule 3. Posebej William je bil od leta 2019 izjemno dejaven pri tej ekipi in njegova aretacija je zagotovo posegla v delovanje te ekipe. A to konec koncev ni tako važno. Zanimivo je sosledje dogodkov. Kot sem vam povedal, William Oaks je bil aretiran 1. maja. 2. maja so britanske oblasti vložile obtožnico. Kdaj je odstopil Oliver Oaks? Po veliki nagradi Miamija. Točneje, izjava za javnost je bila objavljena 6. maja. Če pustimo vsem udeležencem nekaj ur, da se pripravijo in pogovorijo, lahko smatramo, da je Oliver Oaks o svojem odstopu, če bi je bila za to razlog aretacija njegovega brata, razmišljal približno 3 dni. Do tu nič napačnega, pač vsakdo izmed nas si lahko vzame tisti čas, ki je potreben za razmislek. Ampak zanimivo je nekaj drugega. Verjetno bi vsakdo izmed nas, če se mu bi zgodilo kaj podobnega, odvihral domov in skušal dati svojemu bližnjemu družinskemu članu neko podporo in nudil vso pomoč, ki je možna. Ampak ne. Oliver Oaks, ko je zapustil Miami v Združenih državah Amerike, je odletel v Dubaj, kjer seveda počitnikujejo slavni in bogati,
in kjer se skriva tudi marsikdo izmed tistih, za katerimi so razpisane kakšne mednarodne tiralice. Ampak nočem nakazovati v nobeno sporno stran. Verjamem, da Oliver Oakes ima res dobre razloge, zakaj je odšel v Dubaj, čeprav meni osebno tu niso znani. In verjetno sedaj se lahko marsikdo začne spraševati, prvič, odkot tista večja količina gotovine, ki so jo dobili pri Williamu, če je delal v svetu motošporta, kjer nam je jasno, da je denarja zmeraj malo. In drugič, kako to vpliva na delovanje ekipe Alpine. Ampak, da bi razumeli obe točki, se moramo kot običajno zopet vrniti malce nazaj. Verjetno je marsikdo izmed vas že zasledil, kako sem mnogokrat poudaril, da je bila družina Mazepin vpletena v lastništvo ekipe Hitech. In ekipo Hitech sta do nedavnega vodila prav William ter Oliver. Do leta 2022 je družina Mazepin imela po mojih podatkih približno 75% te ekipe, kar pomeni, da so bili večinski lastniki in seveda po začetku vojne v Ukrajini so ta delež nekako pridobili nazaj pri družini Oakes. Nikoli ni bilo pojasnjeno, za koliko denarja in ali v resnici ni šlo le za neko slamnato lastništvo. To konec koncev ni tako pomembno. Razumemo pa lahko, da denar, ki prihaja iz pokroviteljskih kanalov, se lahko tudi prek ekipe, ki sodeluje naprimer v Formuli 3 ali Formuli 2, nekako pretopi v gotovino in nato po raznih kanalih vrne osebam, ki bi bile mogoče drugače tudi žrtve kakšnih mednarodnih sankcij, ker sodelujejo z določeno politično strujo. Ne vem, samo namigujem, samo skušam dati nek racionalni odgovor. Ampak v teh urah je na dan prišla še druga zanimiva novica, še drugi namig, ki je meni malo da ne nasmehnil. V času zimskih testiranj smo lahko tako pri Alpinu kot v motorhomu tovarniške ekipe Mercedes videli predstavnike družine Mazepin, kjer so vsi zanikali, da so jim izdali tiste dovolilnice za vstop, ampak pogostili so jih pa. In tu se poraja vprašanje, zakaj. Namreč v preteklosti sem mnogokrat namigoval, da je prav družina Mazepin ena izmed potencialnih kupcev ekipe Alpine. In ekipa Alpine bo od naslednje sezone imela pogonske sklope ter menjalnike Mercedes. Torej, če pride do tega nakupa, morajo se strinjati tako pri Alpinu kot tudi pri Mercedesu. In tu nam je verjetno jasno, zakaj se je potrebno z njimi pogovoriti. In glede na vse, kar bi lahko sklepali iz tega dogajanja, ni težko priti do določenih zaključkov. Prvič, je seveda treba poudariti, da v svetu Formule 1, ki je poln blišča in glamurja, so se zmeraj gibali tudi osebki, ki so bili rahlo v navzkrižju z zakonom. Naprimer, da ne bomo segali preveč v preteklost, se verjetno marsikdo izmed vas spomni Vijaya Mallya, tistega, ki je spravil skoraj v propad njegovo ekipo Force India. In drugič, Oliver Oakes je prišel na vrh ekipe Alpine po čudnih poteh.
Rad bi vam podaril še nekaj. V teh urah je zaokrožila v raznih medijih še druga izjemno zanimiva, ampak malo verjetna teorija. Namreč nekateri bistroumni avtorji trdijo, da je Oliver Oakes odstopil, ker bo v kratkem zamenjal Christiana Hornerja pri Red Bullu, ker so mnogi viri potrdili kot pravo izmišljotino. Ampak dejstvo, da je bil brat Oakesa aretiran in da je ta po nekaj dnevih odstopil ter skrivnostno odšel v Dubaj, nam lahko potrjuje marsikateri sum. Prvič ta, da Oliver Oakes še zdaleč ni tako nedolžen, kot bi se lahko marsikdo mislil. In kaj pomeni to za ekipo Alpine? Oakes ni bil na svojem mestu niti leto dni. Če se izkaže za kriminalca, to za ekipo Alpine ne pomeni nič novega. Sedaj jih bo vodil Flavio Briatore, verjetno edini v celotnem padoku Formule 1, ki je bil dosmrtno izključen zaradi tega, ker je hotel prirediti rezultat dirke. On in Pat Simons, ki je sedaj pri Cadillacu, sta bila odgovorna za tako imenovani Crashgate, torej epizodo, zaradi katere Felipe Massa želi imeti naslov svetovnega prvaka Formule 1 iz leta 2008. Torej, če jih je prej vodil nek, imenujmo ga malopridnež, se sedaj tudi njegova zamenjava v preteklosti ni vedela nič drugače, ampak gre za moje mnenje, gre za moj komentar v vsej zadevi. Vsekakor odstop Oliverja Oakesa je bolj podoben kriminalnemu romanu kot neki zgodbi, ki smo jo vajeni iz Formule 1. Ampak za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.